Ja, najprej najlepša hvala za vabilo. Sem bil kar presenečen, da sem bil povabljen, da danes lahko tukaj govorim. Moram najprej čestitati vsem nagrajencem in nagrajenkam. Mi je res veliko čas, da sem bil povabljen, da lahko še sam kaj povem o znanosti za življenje, še posebej zato, ker so v občinstvu, pa tudi tukaj zraven mene ljudje, po katerih sem se do sedaj veliko zgledoval. No. Sem vedno spremljal tudi v tujini vaše uspehe in sem bil vedno ponosen na sodelavce bodoče. Ja, moram reči, da ti uspehi so me motivirali samega kar precej, da stremim k odlični znanosti in neki skrbi, zavzeti skrbi za bolj čisto okolje. In mislim, da si mogoče zato povabljen, da malo mogoče kakšnega mladega spodbudim ali pa navdušim. Začel bom s tole sliko, katero sem posnel na enem od mojih številnih potovanj z vlakom med Amsterdamom in Slovenijo in lepo prikazuje čas, v katerem smo. Na levi imamo termoelektrarne, na desni imamo vetrne elektrarne, to je posnetek iz zahoda Nemčije. Vmes imamo pa vse, kar bi jaz rekel, je mnogokrat nevidno, ko govorimo o okoljskih spremembah, čeprav je najbolj vidno, ali pa bom kasneje pokazal, ko govorimo o ukrepih. Torej, raba tal, vidimo polja, travnike, gozdove in to kaže, da je vloga znanosti, s tem pa Biotehnične fakultete centralna danes, če želimo omiliti kakršnekoli okoljske vplive, jih obrniti ali pa se prilagoditi na njih. Še posebej zato, ker je marsikaj nevidno, in mnogi vas to veste, ne vidi se, kaj je pod tlemi, ne vidi se podtalnica, ne vidi se, kaj se dogaja na celični ravni. So me prosili, da začnem nekako tudi, da predstavim svojo strokovno pot in bom res kratek. Zdaj po študiju krajinske arhitekture sem nadaljeval na Dunaju, ker sem doktoriral in delal na inštitutu JASA, mislim, da je v bivšem dvorcu Sisi, tako če takrat blizu Dunaja priporočam. Kasneje pa sem šel v Amsterdam in sedaj se vračam in nazaj v Slovenijo, na kar sem, moram reči, zelo vesel. In kar sem jaz v tujini počel, ja, počel sem zelo veliko, zelo podobno kot vi tukaj, no, se ni bilo dosti drugače, raziskoval, predaval, pisal projekte, predloge raziskav. Mogoče je razlika v tem, da smo delali vse na precej večjem merilu in tukaj bom pokazal nekaj primerov. Recimo na celinskem merilu smo pokazali vplive podnebnih sprememb na pridelavo različnih poljščin, potem spremembe rabe tal v amazonskem pragozdu v prihodnosti in kako se lahko prilagodimo, potem prostorska porazdelitev in potencial za hitro rastoče drevesne vrste, s katerimi bi lahko omilili podnebne spremembe, in pa tudi na evropski ravni, recimo pašne ekosisteme, sonaravne pašništve. In pri vseh teh raziskavah sem se vedno nazaj vračal nekako do znanja, do metod, do teorij, katere sem se že naučil med samim študijem na Biotehniški fakulteti. Zdaj, to znanje je bilo zelo znakovito in to seveda vsi poznate, zelo veliko študentov na naši fakulteti je interdisciplinarnih, kot je že dekanja tako lepo povedala. Imamo botaniko, potem imamo pedologijo, torej znanost o tleh, daljinsko zaznavanje, recimo, torej kako vidimo svet iz vesolja ali pa iz zraka, klimatologija, torej podnebne znanosti in pa gozdarstvo, krajinsko ekologijo in tako naprej. To vsi veste, pa tudi mislim, da imamo zelo dober pogled na kako se te različne, bi rekel, discipline prepletajo, kako se različni gradniki okolja prepletajo. Ampak kar je pa meni še bolj fascinantno in mogoče bo to malo dolgočasno, so pa metode, s katerimi smo se ukvarjali pri teh predmetih, pri teh disciplinah. Torej, pri botaniki smo spoznavali delovanje rastlin vse od celične ravni naprej. In to meni pomaga še dan danes, ko gledamo te vplive podnebnih sprememb na rastlinsko pridelavo, recimo, vsi vemo v tej sobi, da recimo visoka temperatura vpliva na odprtost listnih rež in potrebe rastlin po vodi. To je en tak primer. Potem pri sami pedologiji recimo je bilo zelo pomembno, mi smo še dejansko kopali te vzorce, kako se te vzorci dejansko, kako dobimo te podatke. Ker marsikateri moj sodelavec, ki je bil bolj specializiran, on je samo dobil podatke, jih je vzel za suho zlato, jaz sem pa dobro vedel, kje so morebitne omejitve teh podatkov, kje jih morda sploh niso pobrali, pa so recimo uporabljali kakšne statistične modele in tako naprej. Podobno velja za satelitske posnetke, iz vesolja mislimo, da vidimo vse, pa temu ni tako, ne vidimo gozd, pa polja ne vidimo, pa kako so ta polja intenzivno uporabljena, kako intenzivno je rabljen gozd in tako naprej. Isto je pri klimatologiji, nekako mislim, da imamo zelo dobre osnove, kakšni so te podatki, kako se zbirajo, kako modeli delujejo. Zadnje, kar je pa meni zelo ostalo v spominu in vem, da študenti tega ne cenijo najbolj, tudi sam nisem, so pa bili nabiranje herbarijev. Nabrali smo na stotine rastlin pri, mislim, da 3 ali 4 predmetih na Biotehniški fakulteti in
ja, je bilo nekako meditativno, meni pa najbolj ostalo v spominu, da še danes se zavedam te raznovrstnosti, samo tega, kar smo nabrali na slovenskih travnikih. In to je ta raznovrstnost, ki je takšna ostala tudi zaradi uspehov vseh vrst v tem prostoru. Jaz sem recimo delal na Nizozemskem, kjer na travniku rasteta samo 2 različni vrsti, medtem ko mi smo pa nabrali na stotine vrst na slovenskih travnikih. In zakaj je pomembno, da imamo take strokovnjake, kot smo v tej sobi? Ja, mnogo ljudi razume posamezne te podatke, posamezne discipline, ne razume pa prepleta ali pa jih ne znajo interpretirati. In danes se zelo naslanjamo na umetno inteligenco, na strojno učenje, na masovne podatke in če jih ne razumeš, kaj točno je za temi podatki, kako izgledajo, kaj so omejitve, lahko to vodi do napačnih okoljskih politik. In jaz sem to tudi dostikrat videl pri mojih sodelavcih, ki dejansko niso razumeli, kaj je za vsem tem, jaz pa sem. In se mi zdela to res dobra primerjalna prednost. Zakaj pa morda manjka na biotehnični fakulteti? Jaz nisem hotel biti danes preveč kritičen, sem pa nekaj mi je pa res padlo v uč v zadnjih letih, da se mi zdi, da niste dovolj glasni. Zakaj mislim s tem? Mi v tej sobi, pa tudi vaši sodelavci, BF širše, smo znanstveniki, ki poznamo rešitve trenutne podnebne krize in pa krize biotske raznovrstnosti. In če ne bomo mi ti, ki bomo glasni, ki bomo dali svoj glas pa svoj vpliv takrat, ko je potreba, bo šlo to mimo nas ali pa ga bo zastavili tisti, ki morda se na to ne spoznajo tako dobro ali pa imajo kakšne druge namene. In tale slika tukaj, sicer iz leta 2020 in lepo kaže, kam gre vsa svetovna financiranja, ko govorimo o podnebnih politikah in podnebnem financiranju. Večina gre v energetiko, transport, po eni strani logično, 2 najbolj, bi rekel, onesnažujoča sektorja, presenetljivo malo gre pa nekako v, kar bi mi rekli, biotehniko ali pa življenje, v vodo in pa rabo tal, to je kmetijstvo, gozdarstvo in ostala raba tal. Zdaj, to nima nobenega smisla. Kot prvo zato ne, ker je tudi sektor kmetijstva, gozdarstva in ostale rabe tal prispeva skoraj četrtino vseh izpustov toplogrednih plinov in je tudi med glavnimi krivci za krizo biotske raznovrstnosti. Hkrati pa to pomeni, da ni dovolj denarja za prilagoditev, torej recimo za prilagoditev našega kmetijstva. In zakaj je sploh do tega prišlo? Zdaj, če samo pogledamo nekaj let nazaj Nobelovo nagrado za ekonomijo, ki je dobil William Nordhaus, njegovo ime sem tukaj pozabil omeniti, kaj je njegovo delo, zakaj je on dobil Nobelovo nagrado? Pač dobil je za delo, da je dokazal, da si človeštvo lahko privošči določeno globalno segrevanje, ker bo to povzročilo gospodarske vplive in on je zaključil, da vse kmetijstvo globalno prispeva samo 4,5% BDP. To pomeni, da če pride do velike podnebne krize, ki bo rezultirala v kolapsu prehranskih sistemov, da se to ne sme skrbeti, ker je to samo 4,5% BDP. Zdaj, meni se to zdi grozno, predvsem zato, ker ignorira dejstvo, da ostalih 95% gospodarstva temelji na tem. Torej, mi smo ta tla, na katerem vse ostalo raste. In se mi to ne zdi prav. In to se odraža v vseh okoljskih podnebnih politikah, ki grejo pogosto mimo nas, čeprav bi mi mogli biti glavni deležniki in glavni strokovnjaki. In to ne govori samo Nordhaus, mnogi ekonomisti tudi pravijo, da ja, kmetijstvo je zamenljivo, kmetijstvo, gozdarstvo in ostala raba tal. Torej, ja, veseli me, da večina zaposlenih na biotehnični fakulteti dnevno prispevate k tako razlaganju teh podnebnih okoljskih kriz, kot tudi k reševanju le-teh in današnji nagrajenci so res lep primer tega. Zdaj pa, da ne bom sam govoril o statistikah, dovolj jasno je, če pogledamo iz satelita, kakšen izgleda naš planet. Vidimo gozdove, vidimo kmetijske površine, torej pašnike, travnike, vidimo mokrišča, torej vse, s katerim se vi tukaj oziroma mi srečujemo na vsakodnevni ravni in mislim, da je prav, ja, da imamo mi tudi glavno besedo, ko bomo govorili o tem, kako bomo upravljali s temi površinami, kako bomo reševali, ker konec koncev naše delo je zaradi tega bolj nujno kot kadarkoli poprej in res veseli me, da ste ljudje v tej sobi, pa nagrajenci, nagrajenke danes pripeljali to na neko višjo raven, neko res odlično znanost. In to nas vse lahko res navdaja z upanjem. Jaz pogosto nimam upanja v današnjem svetu, ampak v tem primeru ga pa imam. Zdaj res še enkrat zaključil s to fotografijo. Hotel sem samo povedati, da kolikor bomo v naših načrtih za omilitev podnebnih sprememb, za preprečitev nadaljnje krize biotske raznovrstnosti in tako naprej, preveč, bi rekel, ignorirali nas oziroma nas ne vključevali dovolj, ne bomo mogli rešiti teh problemov in to se nam bo vse vrnilo nazaj. Zdaj najlepša hvala še enkrat za vabilo, da sem lahko danes tukaj nekaj povedal, pa res čestitke vsem nagrajencem in nagrajenkam. Hvala.